Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, drage kolegice in kolegi, spoštovane novinarke, novinarji. Leto se je začelo, kljub covidu in vsem njegovim mutacijam smo pripravili bogat program zimskega festivala, za katerega seveda iskreno upamo, da bo izveden, tako kot je tudi zastavljen, seveda ob vseh ukrepih, ki v tem trenutku veljajo oziroma bodo veljali takrat. Kot vidite, okuženost zelo raste, vendar tako ansambli, oba orkestra, zbori, kakor seveda tudi solisti in pa mi, ki pripravljamo te stvari, tako z umetniškega vidika, kot tudi z organizacijskega, se trudimo, da smo zdravi, cepljeni, trikrat, če se le da, in seveda stvari tečejo pač v teh spremenjenih pogojih dalje. V tem času normalno potekajo tudi mladi virtuozi. Jutri bo ponovno koncert, in sicer orkestra klarinetov Akademije za glasbo v Ljubljani pod vodstvom profesorja Jožeta Kotarja in seveda tako naprej in tako naprej. Današnji sestanek, današnja novinarska konferenca je pa seveda namenjena predstavitvi programa 5. zimskega festivala, ki bo trajal od 28. januarja pa do 5. februarja. 8 dogodkov. Začnemo v Slovenski filharmoniji in sicer z zadnjim koncertom festivala, ki ga je tudi organizirala Slovenska filharmonija, in zato je z nami tudi direktor. Orkester Slovenske filharmonije sodeluje dvakrat, prav tako sodeluje tudi zbor Slovenske filharmonije na tem festivalu. In spoštovani Matej Šarc, najbolje, da ta koncert, ki je nastal pod tvojim umetniškim vodstvom, predstaviš kar ti. Hvala lepa, Darko. Lepo pozdravljeni v imenu Slovenske filharmonije. Koncert, ki se bo zgodil 28. januarja, je bil prvotno uvrščen v 2 cikla Slovenske filharmonije, in sicer v naš tako imenovani VIP abonma, to je okrajšava za vokalno-inštrumentalni program, in pa tudi baročni festival, kajti Slovenska filharmonija že 7 let zapored prireja festival baročne glasbe, ki ga izvajata orkester in zbor Slovenske filharmonije. Ta koncert, torej vokalno-inštrumentalne narave, je pravzaprav že takrat bil nekoliko epidemično zasnovan. Gre namreč za manjši sestav orkestra, tudi zbor je manjši, in sicer iz oba korpusa bosta izvedla 3 dela, in sicer kantato Johana Sebastiana Bacha, Christlag in Todesbanden, potem znamenito Händlovo vokalno-inštrumentalno delo Tako je govoril Gospod oziroma Dixit Dominus, in pa nam manj znanega skladatelja Giovannija Battiste Ferrandinija, ki je napisal kantato Il pianto di Maria, Marijino objokovanje. Gostili bomo izvrstnega belgijskega dirigenta Barta van Rijna, ki je Slovensko filharmonijo že sodeloval in ga tudi osebno dobro poznam, zato se tokratnega koncerta, ko bo prvič dirigiral tudi našemu orkestru, izjemno veselim. Sam je izbral tudi 3 solistke, 2 sopranistki, in sicer Julijo Doyle in pa Gret de Geiter. Z njima pa bo nastopila tudi naša odlična mezzosopranistka Barbara Kozel, ki trenutno nastopa v Leipziški operi z izvedbo opere Tristan in Izolda. To je naša karizmatična pevka.
ki ima zelo lepo kariero in sodeluje z vrhunskimi orkestri, kot so Concertgebouw Orkester Amsterdam, Rezidencija Orkester Den Haag in dirigenti, kot so Ivan Fischer in podobni. Koncert je dejansko bil prvotno, kot rečeno, planiran zgolj v organizaciji Slovenske filharmonije, vendar pa so skupaj z direktorjem festivala Darkom Brlekom prišla na idejo, da bi ta koncert vključili tudi v zimski festival in tako da je praktično sodelovanje, se mi zdi, dodatno podkrepljeno oziroma da smo še tesneje povezani, ne zgolj umetniško, tudi organizacijsko, koproducentsko in z veseljem ugotavljam, da nam pri tem gre zelo dobro. Posledica tega je tudi, da nekoliko v naše veselje, a vseeno ne preveč, lahko rečem, da je koncert zdaj že tudi razprodan. Seveda posledica hitre razprodanosti je tudi skromna zasedenost dvorane, kjer je potrebno, da je vsaki drugi sedež prost, a vendar to bo lep koncertni dogodek. Hvala lepa. Ja, seveda bodo sedeži vmes prosti tudi na vseh ostalih koncertih, da se izognemo okužbam. 30. januarja bomo tukaj v Viteški dvorani, kjer je maksimalno število sedežev ob teh ukrepih 91, lahko slišali klavirski duo, ki prihaja iz Italije, in sicer Schiavo Marchegiani. In ta duo je precej zanimiv, deluje že vrsto let kot duo, snema tudi za res prestižne gramofonske založbe in tukaj bomo lahko slišali v bistvu dela, ki so dejansko tudi napisana za tako zasedbo, od Bacha, Mozarta, Schuberta, veliko Brahmsa in pa tudi priredbo Rossinijeve Tatinske srake. Naslednji dan bo tukaj v Viteški dvorani klavirski recital madžarskega pianista Janoša Balača. Janoš Balač sodi v, kako bi rekli, mlajšo srednjo generacijo madžarskih pianistov. Gre za izjemnega interpreta. Predstavil se bo prvič slovenski publiki, na programu pa bodo seveda najbolj znana pianistična dela od Lista, potem Wagnerja, Schumana, Camilla Saint-Saënsa, tudi priredba Listove madžarske rapsodije, ki jo je naredil sam pianist, ravno tako tudi priredba Puccinijeve Giannis Kiki in pa še nekaj priredb, ki so povzetek že določenih posegov v določene partiture strani madžarskega pianista in skladatelja, ki je živel v prejšnjem stoletju, Georgija Cifre. Mislim, da bomo tudi to pri nas slišali prvič. Potem pa začnemo z nepandemičnimi koncerti v Cankarjevem domu, torej polna zasedba orkestra, seveda nam oder Cankarjevega doma to omogoča, in pa solistov in seveda v končni fazi tudi zborov. Število dovoljeno v tem trenutku v Cankarjevem domu v Galusovi dvorani je 700 sedežev, seveda na razdalji, kot je predpisana. Nekaj vstopnic je še na voljo za te koncerte, vendar se tudi lepo in zanesljivo polnijo. 1. februarja bo nastopil Simfonični orkester RTV Slovenija z brazilskim dirigentom Ricardom Castrom.
ki veliko dela seveda tudi z drugimi orkestri, kot je Londonski filharmonični in ostali veliki orkestri po svetu. Solistka bo pa svetovno znana portugalska pianistka Maria João Pires. Izvedla bo drugi klavirski koncert Frederika Chopina, še predtem bomo slišali Coriolan Ludviga van Beethovena in pa v drugem delu, glede na to seveda, da dirigent prihaja iz Brazilije, od Villa-Lobosa Bahianas Brasileiras, številka 4, in pa Firebird oziroma Ognjeni ptič Igorja Stravinskega. Naslednji pianist, ki bo tukaj v Viteški dvorani nastopil 2. februarja, je že igral tukaj v Mladih virtuozih pred kakšnimi 7-8 leti. To je Nicolas Bourdoncle, sin francoskega pianista in profesorja Michela Bourdoncla. V teh letih je, prav gotovo se ga nekateri spomnite, izjemno napredoval, tako da bomo ga tokrat slišali v seveda večerni izvedbi na samostojnem recitalu z deli Beethovna, Lista in pa Schumana. José Calleja ali Calleja, različno ga kličejo, je eden najbolj obetajočih, že etabliranih tenorjev tega časa, torej tenor, ki nekako zapolnjuje prostor, ki je nastal potem, ko so pač trije veliki tenorji doživeli svoja leta. Pavarotti seveda, kot veste, je odšel, José Carreras še poje, vendar samo določen repertoar. Plácido Domingo, ki bo pa nastopil 31. avgusta letos z Marinskim in Grgijevim v baritonski vlogi v koncertni izvedbi opere Simona Boccanegra, pa seveda presedlal nazaj na bariton. Malo kdo ve, da je on pravzaprav začel kot baritonist in seveda z leti, ko so višine postanejo težava, bo spet pel, torej poje posod bariton. No, ampak hotel sem povedati to, da ravno José Calleja zapolnjuje to vrzel vrhunskih tenorskih glasov. In jaz vas res vabim na ta lep koncert opernih arij Bel Canta z orkestrom Slovenske filharmonije, ki se je seveda že velikokrat izkazal kot odličen partner najboljšim svetovnim pevcem, in pa dirigent, pa ga tudi poznate izpred let, je tukaj gostoval iz opero iz Genove, pa tudi v ljubljanski operi je že nekajkrat dirigiral, italijanski dirigent Gianluca Marciano. Zadnji recital, slovenski pianist Nejc Kamplet, zelo nadarjen pianist, mlad pianist. Ko smo ga povabili k sodelovanju, nas je presenetil z predlogom, da bi nastopil skupaj z Rusinjo Marijo Andrejevo, ki bo nastopila kot violinistka in kot sopranistka skupaj z njim na tem koncertu. Na programu so dela Vitalija, Lista, Gounodja, Franka in Ravela, ampak naj povem še to zanimivost, to sicer ne bomo slišali na tem koncertu, Marija Andrejeva je tudi pianistka, tako da gre za vsestransko glasbenico in seveda sem prav radoveden tudi sam, kako bo tole zazvenelo tukaj v tej dvorani. Za zaključek pa seveda eno največjih vokalnih del sploh v zgodovini glasbene umetnosti, to je Mozartov Requiem. Naj povem, da smo tukaj v začetku predvideli, da bo ta nastop se zgodil z orkestrom in zborom tudi Mariborske operne hiše, vendar so potem oni sodelovanje zaradi nekih dodatnih obveznosti nažalost odpovedali.
Zahvalil bi se rad zboru Slovenske filharmonije, potem mešanemu zboru Glasbene matice in pa Simfoničnemu orkestru RTV Slovenije, ki so dejansko v mesecu decembru uskočili v ta program. Gre za izjemno zasedbo pevcev, ki jih mogoče še ne poznate, razen mogoče Julije Semencato, ki je res že zelo znana, vendar boste videli, da gre za zelo prefinjen izbor glasov za to delo. Dirigent bo pa francoski dirigent Jean-Pascal Tortelier, ki ga pa tudi že poznate iz nekih drugih nastopov na ljubljanski kulturni sceni. Vstopnice so seveda v prodaji, tako na naši spletni strani ljubljanafestival.si, kakor seveda tudi na Eventimu in pa na vseh Petrolovih bencinskih servisih. Vstopnice smo namenoma postavili zelo nizko ravno zaradi celotne te zgodbe z pandemijo. Mislim, da je najdražja vstopnica 39 €, torej za prvi razred vstopnic na 3 koncertih, ki so v Cankarjevem domu. Najcenejša je 19 €. Namenoma ravno zaradi tega, da lahko dejansko vsem omogočimo, da pridejo in da seveda uživajo v glasbi v živo. Seveda bomo delali streaminge, tako kot jih vedno, ampak sami veste, da doživetje glasbe v živo je popolnoma nekaj drugega. Ne glede na to, kakšno opremo imamo doma v studiu ali v dnevni sobi. Tole sem imel za povedati. Mogoče povem še to, da seveda vmes pripravljamo oziroma finiširamo poletni festival, 70. jubilejni. Program bomo objavili takoj po zaključku tega zimskega festivala. Povabili vas tudi na novinarsko konferenco. Trajal bo pa od 21. junija do 8. septembra. Odprli ga bomo na Kongresnem trgu s poletno nočjo, zaključili pa v Cankarjevem domu z gostovanjem dunajskih filharmonikov. Ostalo pa seveda vse še pride tudi do vas po, upam, uspešno izvedenem zimskem festivalu. A sem še kaj pozabil, Živa? Seveda, Slovenski glasbeni dnevi, zdaj mi je pa datum padel iz glave, ampak mora tu nekaj pisati, tako je. Med 19. in 23. aprilom 36. Slovenski glasbeni dnevi, tukaj v Viteški dvorani in pa seveda na vseh ostalih običajnih prizoriščih, ki jih za to uporabljamo. So kakšna vprašanja mogoče? Bi želel kdo kaj še dodati? Če temu ni tako, pol pa hvala lepa. Zelo sem vesel, da ste se odzvali v takem številu.